Hvaležno pozdravljeni. Danes bomo govorili o pogrešanih, tistih, ki so odšli brez kakršnega koli sledu in nekateri pravijo, da so izginili. Kam so pravzaprav izginili, kje se nahajajo in kako je to možno? Danes boste slišali dve resnični zgodbi slovenskih družin, ki so dobesedno izgubili svojega očeta, izginil je, pravijo, da morda celo v drugo resničnost, v drugo dimenzijo. Je to možno? Tudi to smo raziskovali. Danes se nam bo oglasil tudi doktor fizike, doktor Jurij Jacko, ki nam bo malce pojasnil, ali bi to lahko bilo mogoče in seveda na kakšen način. Govorili pa bomo tudi z Anito Reher, ki ima določene paranormalne sposobnosti in tudi pomaga ljudem, da iščejo izginule, pogrešane pravzaprav osebe. Pa dajmo za začetek pogledati nekaj statistike. In sicer statistika kaže, da slovenska policija letno obravnava 200 do 230 pogrešenih oseb in po podatkih policije se kar 60 do 70% teh pogrešenih sami vrnejo domov. Policija najde približno 10% pogrešanih, torej zelo malo jih dejansko najde, medtem ko približno 15% pogrešanih, ki jih torej najdejo mrtvih. Najstarejši primer pogrešane osebe pa torej sega v leto 82, to je na območju Slovenije. Statistika kaže, da je vsako leto več pogrešanih oseb in teorije zarote pravijo marsikaj. Tudi, da so jih ugrabili vesoljci, pa vse do drugih različnih in še bolj grozljivih teorij, da naj bi bili nekje zakopani ali naj bi se z njimi hranili, kdorkoli pa že. Danes pa bomo govorili tudi o tem, ali je možno, da pogrešane osebe dobesedno izginejo iz obličja Zemlje, iz te dimenzije, ki jo poznamo, iz te resničnosti, ki jo poznamo. Po odgovor smo se obrnili na doktorja fizike, na telefonski liniji doktor Jurij Jacko, lepo pozdravljeni. Povejte, je to možno, je to izvedljivo, da človek kar izgine v neko drugo realnost, ga požre kot nek časovni stroj, kakorkoli? Da bi ta odgovor na to vprašanje, ne moram odgovoriti, če rečem da mogoče, to bo napačno, ljudje bo razumeli. Jaz bi moral razložiti, zakaj to, ker u ljudi ena napačna predstava, da druga dimenzija, to neki drugi čudežni svet, ljudje ne zavedajo, da smo skoraj vsak dan prihajamo v drugu dimenziju. Prihod v drugu dimenziju to pomeni sprejemanje odločitve, которые нас пелят за meje обычайных поступков и кораков. Вот если, когда мы функционируем в meях законов срока и последиц, то помени все наши наследные кораки уже дефинированы. То помени то N-dimenzija. Ага, се прави да живimo справедливо. Наредимо корак другачен, не только обычайно smo navajene. Smo уже пришли в другую димензию. Единакая та другая димензия в том примеру се разликує от прежней минимально, то помені мы скоро не упазим эту разлики. За так потребна некая энергия, некая отлучность. Тяжели мы прийти в другую димензию, где мощно се разликує, потребна бісна веч енергії за так Dobro. In drugačen bistveno spremembe v načinu razmišljanja. To pomeni, to popolnoma realna zadeva. Seveda obstajajo naravne okoliščine, recimo področje, kjer na račun zemeljskih posebnih energij ta prihod mogoč. Kot neke točke. Единакая там человека примакнет неком в димензию, которую человек не векам него примакнет.
Takšne točke obstajajo na svetu in oni celo znane. Edino, kaj o njih tako ni govori veliko in v starih časih imenovali hudičeve točke ali hudičeve področje, ker ljudje tam zginevali ali se pojavili iz nič. Ampak zatem stojijo močne vire energije, naravne energije. Ki proizvaja. Ampak generalno gledamo, ta prihod v drugo dimenzijo dogaja s človekom skoraj vsak dan. Posebej s človekom, ki je odločil za resne spremembe. Aha, razumem. Hvala za odgovor. Torej, če sem pravilno razumela, mi vsak dan prehajamo iz ene dimenzije v drugo, v smislu tega, da so si med sabo podobne, kadar ne živimo po nekih regelcih oziroma na predvidljiv način. Medtem ko za prestop v povsem drugačno dimenzijo potrebujemo ogromno energije, ki se jo akumulira lahko na določenih točkah na Zemljah. Dobro, razumem. Hvala lepa, prosim, če dr. Jacko poslušate tudi tole zgodbo. Na telefonski liniji se nam bo vsak trenutek pridružila naša gledalka, anonimna, ki nam bo zaupala svojo družinsko zgodbo. Nekaj mesecev je že v njihovi družini pogrešana oseba in dajmo prisluhniti. Se slišimo? Halo, halo? Ja, zdaj letos je naš oče ginil, pač starejši gospod, še ni 80 let star, v enih takih zanimivih okoliščinah. Zjutraj je nesel smeti in sosedi so ga videli, da ne bi se sprehodil še do garaže v zelo obljudenem delu Ljubljane, ne nekje na samem, tako da na poti nekje tistih 500 metrov, bi se reklo, je vmes izginil. Že isti dan smo ga začeli v bistvu iskati, če ni kaj mogoče se zgubil zaradi tega, ker je mogoče že malo bil tako, da ni vedel, kje je, ampak ni bila neka demenca že potrjena ali karkoli, ampak malo ga je zmanjkovalo. Ampak glede na to, kolikor poznam jaz take primere, recimo, če bi nekje blodil, bi se ga najdlo, tako da, ali pa da bi mu bilo kje slabo, da bi padel, ker je tako obljudeno, da pač na tem območju težko, da ga ne bi najdli, In zdaj pač ta akcija, ki je potekala pač potem isti dan, pa še naslednje dni že takoj, moram pohvaliti policijo, da ima te protokole iskanja zelo, zelo dobro organizirane, tako da moram reči, da sem kar malo presenečena nad vsem tem, kaj se vse delalo od tega, da je bilo angažiranih, ne vem, čez 50 psov, helikopterji, prečesavanje bližnjega pač tam gozda, travnikov, celo sondo so šli v bližnje pač jezero, Bajer, tako da slišala sem tudi od ostalih, da iščejo, tle so mi povedali prijatelji, ki so povezani s temi gorskimi reševalci in podobno, tako da moram res to akcijo vse pohvaliti. Pregledali se je tudi vse in garaže in kleti v okolju, tudi ko se je kosilo na tistem področju, bi se pač to nekje najdlo, če bi nekje pač tako padlo, recimo, Potem smo se pa poslužili tudi teh jasnovidcev in podobno, kar nekaj. In zanimivo je to, pač, da so vsi rekli, da koliko je težko se z njim povezati, da ima on zelo močno energijo. A se s tem ukvarjal? In so me pa spraševali, kdo je, kaj je, pač se rekla, da je pač tudi povezan z nekimi takimi nadnaravnimi sposobnosti gledanja aure, zdravljenja in tako dalje. Torej se tudi sam ukvarja s tem? Tako da načeloma ima neko drugačno moč kot mogoče navadni smrtniki, kar so tudi vsi te pač nekako dojeli, niso se mogli z njim povezati. Tudi mi, ki smo ga sanjali v smislu, pač normalno je, ko sanjaš, zdaj jaz se tudi malo na te stvari spoznam.
pa te zadeve tudi malo uporabljam v praktični življenju, da rečem, da malo si pogledam, kaj bi mi sanje lahko povedale. Aha, imate tudi vi kaj? Ti veliko lahko povejo in smo ga večkrat sanjali v smislu, da jaz ga vidim, pa ga kličem, on pa mene ne prepozna, kot da nisem jaz njemu prepoznana. In to kar nekajkrat, kar je zelo zanimivo in tudi te jasnovice, no, smo te, ki so ga iskali razno razni, moram reči, da smo se poslužili takih, ki so tudi zelo znani in tako dalje in je bil mi tudi to mali izziv in so mi pomagali. So rekli, da nekje v bližini, vsi tako zelo podobno, ne, da je nekje v bližini, da ni on nekam šel daleč in ne vem kaj, ne. Tisti, ki iščejo mrtve, se niso mogli z njim povezati, kot da pač še ni mrtvo, se pravi, da tudi ni pač na unem svetu, da bi ga lahko preklicali, tako, ker imajo pač te svoje seanse in tako naprej, ne. Tako da je bilo v bistvu zelo zanimivo in da kot da ni on, ampak da je nekdo drug, ne, kot da bi bila mogoče neka schizofrenija, ali da je nekdo drug on, da nas zato v bistvu ne prepozna, ne. Tako da in smo tudi potem tako malo razmišljali, da je možno, da bi bilo lahko, ker on je imel ene take energije, da se je pač odločil in da se je preselil v neko drugo dimenzijo, da on je tukaj, ne, samo da niti on nas ne vidi, odnosno mogoče niti ne ve, da ga iščemo, ne, tako da smo pa nekako to zaključili, da sploh ne ve, da ga mi iščemo. Ja. Mi se pa ne moramo z njim povezati, ne. Tako da, jaz sem pa recimo sama dosti huda, za vse tako ostale, bom rekla, da čutim, tudi v sanjah mi pove, da se s nekom nekaj dogaja, tukaj pa ni nič, no. Tako da, neverjetna zgodba. Zanimive ene take kombinacije, neverjetna kako zgodba. v bistvu mi iščemo, no, in smo res potem nekako, tako da je tudi ena od opcij taka, da bi lahko odšel v neko drugo dimenzijo in da se nekje druge nahaja, no, pač to kot ena opcija in mogoče ima neko tako energijo, da je to možno, tako da, evo, jaz se toliko na to ne spoznam, ampak vse sorte smo probali in zdaj pač čakamo. Čakamo, da pride nazaj, da se javi, da se poveže z nami, no, tako da izjemna zgodba, hvala vam. V bistvu ga želimo nekako privabiti z nekimi energijami, ker jaz tudi sama nekako, no, so mi rekli, da imam tudi neko tako energijo, da stvari malo drugače vidim, pa čutim, tako da bomo videli, kaj bo prihodnost prinesla, ampak jaz čutim, da se to še ne bo tako hitro razjasnilo in da tudi tudi policija zdaj nima več kaj iskati, tako da smo izčrpali vse možne kar se je dalo variante, no, tako da tudi ne vemo več, v kakšno smer lahko sploh verjetno gledamo, ne. Samo čas. Tako da nekako čakamo, da se nam kaj prikaže, da nam nekje usoda, sanja, ne vem kaj povejo, kam bi še lahko obrnili. Tako da ne vemo več, kaj narediti in zdaj v bistvu, da čakamo, da pride nazaj ali pa da dobimo neko informacijo o tem, kje, kaj, kako, da se ga najde. Ker smo izčrpali že vse normalne neke možnosti. Tudi na policiji so rekli, da redko, da bi bil tak primer, da se tako v enem takem obljudenem območju, da ga ne bi najdli, če bi kje padlo ali pač neke klasične. Hvala, ker ste zaupali, verjamem, da vam ni lahko. Imamo pa na telefonski liniji še vedno dr. Jurij Jacka. Dr. Jurij Jacko, poslušali ste, kar vam je zaupala oziroma slišali ste to zgodbo. Povejte, je to realno, se torej da prestopiti na takšen način, kako bi komentirali? Tako da človek zgine, res, to so izjemne redki, ne, primeri? Ну, то зло редко згоди. В обычайном живлении, че јас придем в другу димензию, за моје прешње околје, јас се останем там.
то парадокс всего видика человека меня велика. Я обстоим в различных димензиях. Свет, в котором мы живем, то есть субъективная ресничность. Объективная ресничность – то бесконечный континуум всемогучих вариантов развоя догодков, могучих и немогучих развоя вариантов. То по менее в объективной ресничности обстоит бесконечное количество всех различных вариантов развоя ситуации. То по менее, чи я сгрем на споредную или на другую линию развоя догодков, я кратіше состанем на прежнє. Розумієте, ту спрямему зазнам яс, а колиться спрямемби той не зазна. Да не зазна. Разом от тех посебных точек подрочи, то некая верста портала. Там приход могоч. Портали. В те порталы обычайно круг них сгородили различные святища, посебные храмы, дабы те приходы были под контролем, да случайно людей не забредли тля. Hvala lepa za vaš komentar. Z nami na telefonski liniji pa tudi Anita Rehar, na katero so se že mnogi obrnili, da bi seveda našli pogrešano osebo. Je tako? Ja, tako je. Tudi k meni so se že zatekle osebe v smislu, da smo iskali izgubljene ali pogrešane osebe. Na tem področju so kar zelo različni rezultati. Najdena je bila oseba, ki je dejansko preminula, najdena je bila oseba, ki je bila umorjena, najdena je bila oseba tudi, ki je dejansko bila pogrešana dlje časa, najdena je bila oseba tudi, ki je pa bila pogrešana zelo, zelo dolgo časa, umorjena. Tudi se zatečejo ljudje k meni, ko iščejo recimo ali izgubljene otroke, najstnike, ko pobegnejo od doma. Tudi tile se najdejo. Vidim tudi recimo, ali je še med živimi tukaj, ali je že odšel. Tudi taka vprašanja dobim, ali je sploh smiselno, ali je, kje je ta zdaj oseba. Tako da tudi to se vidi po sliki. Da ima nek zaključek, ne? Pošljajo kakšno sliko, pa potem po sliki povem, ali je oseba še tukaj med živimi, kje leži, kje jo lahko iščejo in v kakšnem stanju bodo našli osebo. Najlepša hvala. Slišala sem tudi, da veliko oseb, ki ima te sposobnosti paranormalne, celo sodeluje s policijo, sicer policija tega seveda ne bo priznala, ampak da vendarle potekajo neka sodelovanja tudi. Najlepša hvala vsem sogovornikom. Ja, zdaj vidite, ni vse tako, kot se zdi. In kaj lahko naredimo drugega, kot upamo na boljšo statistiko teh pogrešanih in dajmo jih zaradi tega svoje ljubljene namreč bolj ceniti takrat, ko so z nami in dajmo jih opaziti, ko so ob nami, ne pa da zijamo sam v ta telefon in televizijo. Ker nisem verjela sama sebi, da pa jaz res slišim tu en glas, pa da imam za neko energijo tukaj. In sem bolj izvedla teste, sem izvajala, prav testirala, daj, zdaj pa, če si tukaj, naj pade lonček. En taki plastični lonček sem imela prazen in je lonček padel.